Spoštovane in spoštovani, kot vidite, tukaj smo v St. Marks Friedhofu ali pa bolje rečeno v parku pokopališča, imenovanega Pokopališki park Svetega Marka. Gre za znamenitost, dunajsko znamenitost, ki je velika, kar ne boste verjeli, 60 kvadratnih metrov in zavzema področje tako imenovanega starega pokopališča za obdobje leta 1784 do leta 1874. Pokopališče je razdeljeno v nekaj delov, in sicer v dele, ki so vezani na kulturnike, na znanstvenike, na podjetnike, in v tem delu je tudi danes, to je glavni vhod stavbe, kjer si lahko to pokopališče ogledate, in sicer v obdobju vsako leto med 1. aprilom do 30. septembrom. No, to je glavni vstop in tu je tudi grob znamenitega umetnika in ustvarjalca Mozarta. No, tole je pogled na osnovne podatke o tako imenovanem, zdaj že muzejskem pokopališču, ki je to postalo leta 1937. Res je nekaj posebnega, saj so tukaj pokopani res sami znameniteži z tega področja. Seveda mislimo pri tem na Avstro-Ogrsko in ne mislimo na Avstrijo. No, pa si poglejmo ta znameniti kulturniški park, ker seveda pač nihče več ne skrbi neposredno za te grobove, ker so to spomeniki. Zanimivo pa je, da je v tem delu imel nekoč svoje večno počivališče znameniti Slovenec Jernej Kopitar. Žal, Jernej Kopitar danes nima posebne označbe, čeprav je neka manjša razvalina v delu pokopališča, medtem ko pa so deli, ki so vezani na pravoslavni del, so razmerno urejeni in celo nekateri grobovi, kar kljub temu, da je to tako imenovani park, zgodovinski park, obiskani in tudi vzdrževani. Med njimi moramo omeniti Jernejevega Kopitarjevega sodelavca, ali pa bolje rečeno človeka, ki je v bistvu mu Kopitar veliko pomagal. To je Vuka Karadžiča, kateremu so tukajšnji živeči Srbi še vedno naklonjeni in mu vzdržujejo grob, kot je treba. No, najbolj znameniti grob v tem delu pa je v sredini tega parka, in sicer je to Mozartov grob, ki vam bomo tudi pokazali. Letno ta park obišče kar lepo število obiskovalcev, seveda zato, ker nekateri iščejo v tem parku različne znameniteže. Mi smo seveda iskali danes in se trudili močno, da bi našli grob Jerneja Kopitarja. A žal nam to ni uspelo. Vemo natančno, v katerem delu naj bi bil grob stal, vemo tudi številko groba, to je 140A.
pokazali vam v buketu, vendar da bi grob našli, žal to nismo uspeli. No, tako je v tem območju, ki je res polno znamenitih ljudi iz nekdanje Avstro-Ogrske monarhije, ki so dobili tukaj v poklon svojega delovanja tudi svoje mesto o večnem pokoju. No, moramo ponoviti, da smo Slovenci ne prav kulturen narod, namreč nismo uspeli poskrbeti za to, da bi na tem znamenitem zgodovinskem parku, nekdanjem pokopališču, uredili vsaj koliko toliko pristojno in ustrezno označbo za našega znanega Kopiterja, ki je v bistvu tu, seveda zdaj pozabljen, ker so njegove smrtne ostanke pripeljali v Ljubljano, in sicer na pokopališče Navje. No, dodajmo, da je tudi na Navjah njegov grob urejen, milo rečeno, sramotno slabo. To mimogrede za tiste, ki skrbijo za naše znameniteže, ampak ker so oni bili uspešni v bivši monarhiji, to seveda odkaže nekoga moti in zato v bistvu se nihče noče ukvarjati z njimi. Taki smo pač Slovenci in to so dejstva. Komu prav ali ne. No, pa se obrnimo in gledajte, tukaj je večno počivališče moža, ki ga slavi cel svet. In sicer, pokažemo, kdo je to. Prebrali boste si sami in vedeli boste, o kom je ali pa o kom teče beseda. Da, o tem gospodu teče beseda. No, pa si podimo gledati, ne boste rekli, da nismo bili zopet natančni ali pa smo bili pristranski, kako so tukaj poskrbeli za večno počivališče, čeprav ga ravno tako ni tukaj v tem grobu Vuka Karadžiča, tukajšnji živeči Srbi. No, to je zanimivo ta del, ki je v bistvu namenjen, to pa je zanimivost, predvsem posebnežem z velikim dosegom, in sicer z področja pravoslavne vere. No, to se začne tu. No, mi bomo stopili hitreje. No, pa ste pa zato morda videli ta res zanimiv in čisto sedaj naraven park, ki, kot rečeno, od leta 1937 zagotavlja obiskovalcem neke vrste pogled v zgodovino, ki je prav gotovo zaznamovala tudi nas Slovence. Ampak se mi v nekih stvareh še vedno sramujemo ali pa nočemo priznati, da smo bili žal ali
veliko resnico, del velike monarhije, dežela Kranjska. To so dejstva. No, pa pojdimo okoli. No, zdaj smo že v področju, kot rečeno, tistega dela, ki se nanaša na ljudi z večjimi dosežki v monarhiji, in sicer ljudi s pravoslavno vero. No, tukaj bomo poskušali se prebiti preko teh različnih grbov in vam, kot obljubljeno, pokažemo skoraj mirno, ko rečem, učenca našega znameniteža in znamenitega človeka Jerneja Kopitarja. No, pa si preberite sami, da ne boste rekli, da smo vam prodajali nekaj, kar ni res. Vidite, našli smo ta spomenik in vidi se, da še vedno obstaja in da je sorazmerno lepo vzdrževan. To smo želeli pokazati s področja nekdanjega pokopališča, sedaj parka Svetega Marka, ki ga lahko tudi vi obiščete, ko se pojavite v mestu Dunaj. Vidite, Dunaj ima tudi na tem področju primat, da ponudi obiskovalcem nekaj več. Ne moremo reči, da je to lepota, je pa tradicija in to je zgodovina, na katero je treba biti vedno ponosen, ne glede na čas, ki je pretekel, in tudi čas, ki prihaja, nas to obvezuje, če hočemo ostati veliki. In mi včasih, to mislim na nas Slovence, žal to nismo. No, mi bomo svoj posnetek končali. Malenkost tukaj po teh različnih nekdanjih grobovih, da vidite, da so tudi ti imenitneži bili samo ljudje in nič več. Danes, ko so tukaj, pa so le del spomina. No, tu so sorazmerno dobro ohranjeni spomeniki, tako da je tisti, ki jih zanimajo zgodovinski deli nekdanje monarhije, lahko vidijo in se prepričajo, kdo so bili in da so tukaj pokopani. Pa recimo takih zanimivih stvari. Naš posnetek pa se bo zaključil s pogledom na izhod tega parka, ki je del našega prispevka z namenom, da vam pokažemo, da je treba skrbeti
vedno za zgodovino, vedno za to, in sicer iz razloga, ker z zgodovine se učimo. Razmišljati o sedanjosti in seveda lahko tudi ustvarjamo poglede in seveda si pripravljamo izhodišča za prihodnost. In prihodnost naša se dogaja žal tukaj pod temi ne prav vzdrževanimi spomeniki, kjer gre za park, ampak za tem vhodom, ki ga vidite tam v spredju. Tam je naša prihodnost. In to prihodnost velja upoštevati in se truditi, da je ustrezna in usmerjena tako, da so mladi rodovi zadovoljni in da ti mladi rodovi rečejo, vidimo svojo prihodnost v daljavi. Lepo se imejte, to je bil naš prispevek iz nekdanjega pokopališča, danes pa, kot rečeno, znamenitega parka na Dunaju, in sicer parka Friedhof St. Mars ali parka Svetega Marka. Lepo se imejte in pridite in pogledajte si to, vredno misliti naprej in si zapomniti stvari za nazaj. Sydney.